lahko začnemo, ne? Torej, lep pozdrav vsem skupaj na novinarski konferenci kot odziv na današnje dogajanje na preiskovalni komisiji glede zadeve Patrie. Najprej, takoj na začetku bi rad povedal, da to, kar se je danes dogajalo na seji preiskovalne komisije, jasno demonstrira to, kar smo ves čas učitali predsedniku preiskovalne komisije, gospodu Grimsu. Preiskovalno komisijo je ne glede na to, da ni bila sklepčna, nadaljeval, vodil in skušal povzeti nekatere neresnice, ki smo jih že dokazali v preteklosti, da ne držijo, in bi želeli slovenski javnosti tudi obrazložiti, kaj se v zvezi s tem dogaja. To ni nič drugega kot šov, kar danes doživljamo v Državnem zboru Republike Slovenije. Gospod Grims je, odkar je prevzel vodenje oziroma mesto predsednika preiskovalne komisije, se dela v bistvu norca iz vseh članov te preiskovalne komisije, iz same preiskovalne komisije in iz dela Državnega zbora. Dvakrat smo gospodu Grimsu povedali, da nas na seji ne bo, povedali smo razloge, zakaj nas ne bo, in to je groba zloraba poslovnika Državnega zbora. Slovenska demokratska stranka trdi v zvezi z to preiskovalno komisijo, da je bila zadeva Patria zrežirana. Pri tem ni predložila nobenega dokaza, ki bi dokazoval to trditev. In to je za nas problem. Tisti trenutek, ko bodo izpolnjene vse zahteve za normalno delo preiskovalne komisije, bomo mi na tej preiskovalni komisiji tudi sodelovali. Brez problema. Nihče nima problemov s tem, da bi sodeloval in odkrival domnevno trditev, da je bila zadeva Patria zrežirana. Ampak za to potrebujemo dokazno gradivo ali vsaj neko gradivo, na podlagi katerega bomo potem lahko določili seznam prič, ki jih bomo tudi zaslišali. Današnja seja ob 9. zjutraj, ki je bila sklicana, ni bila seja, ki smo jo zahtevali mi. Mi smo zahtevali, da se skliče seja preiskovalne komisije, kjer se bomo dogovorili o delu te preiskovalne komisije in kjer bomo se dogovorili, da najprej preiskovalna komisija potrebuje dokazno gradivo in na podlagi katerega se bomo potem dogovorili, katere priče bomo zaslišali. Tega pogoja do danes ni bilo izpolnjenega. Kljub temu, da je zahtevo za sklic te seje zahtevalo več kot tretjina članov preiskovalne komisije in po poslovniku bi predsednik preiskovalne komisije to moral narediti. Nič drugega nam ne preostane, kot da sklepamo, da Slovenska demokratska stranka ima za to komisijo svoj scenarij. In gospod Grims v bistvu članov preiskovalne komisije sploh ne potrebuje. Prejšnji teden, in to je treba povedati, je gospod Grims jasno povedal, da kot predsednik ni pridobil niti enega dokumenta, na podlagi katerega bi lahko komisija uspešno začela svojim delom. In to potrjuje to, kar trdimo ves čas tudi sami. Vse, kar je naredil gospod Grims, je, da je iz omare gospoda Cvikla vso dokumentacijo zložil v svojo omaro. Torej dokumentacija, ki je bila zbrana na podlagi prejšnje preiskovalne komisije. In še enkrat, gospod Grims ima vse vzvode, ima poslovnik, ima zakon, na podlagi česar bi lahko pridobil vso dokumentacijo, ki bi morebiti dokazovala njihovo trditev in speljal preiskovalno komisijo, tako kot se to tudi spodobi. Tega šova Slovenske demokratske stranke ne nameravamo podpirati in pri tem ne bomo sodelovali. Razumemo pa Slovensko demokratsko stranko, da ob vsem tem, kar se dogaja zdaj v javnosti, obupno rabijo neko vzporedno zgodbo in bodo naredili vse, da bodo pozornost preusmerili drugam. Še enkrat je treba poudariti, da so na lastno pes, brez dogovora med člani preiskovalne komisije, se dogovorili oziroma se je gospod Grims odločil sam, koga bo zasliševal, kdaj bo zasliševal in s tem jih tudi pozivamo, naj se več ne zapletajo, ker potem bo res stopil v veljavo slovenski znani pregovor, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. In za zaključek, ta preiskovalna komisija bi morala videti luč sveta, bi morala nadaljevati svoje delo. Tudi mi si želimo, da Slovenska demokratska stranka dokaže te trditve, da je zadeva Patria bila zrežirana, ampak ne tako, da brez dokaznih gradiv mi zaslišujemo kar ljudi, ki jih je v bistvu začrtal za to zasliševanje gospod Grims. Tako se enostavno ne postopa in ne dela in mi pri tem ne želimo sodelovati. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem samo član te preiskovalne komisije. Rad bi dodal to, da zagotovo predsednik preiskovalne komisije ni tisti, ki bi lahko sam kreiral vsebino dela in odločitve na tej preiskovalni komisiji, pač pa je samo tisti, ki naj v skladu s poslovnikom vodi delo preiskovalne komisije. Zagotovo
v času, odkar je gospod Grims predsednik, nisem bil niti enkrat zraven in nisem pa bil zraven prav zaradi tega, ker gospod Grims ignorira poslovniško zahtevo več kot tretjine članov, da se skliče seja, na kateri bi se dogovorili, kako bomo delali in katere priče in katere dokazne sklepe bomo obravnavali na tej komisiji. Zagotovo je to ravnanje samo eno v nizu tistega, kar piše v časopisju tudi danes, da gre za stranko, ki uporablja sleherna sredstva za to, da bi pač uničila vzdušje v državi in se na ta način prikopala do oblasti, seveda z lažmi, z potvorbami, z zlorabo položaja tistih, ki vodijo posamezna delovna telesa. Ni samo ta komisija tista, imamo še odbor za notranjo politiko, ki se je spremenil malo da ne v preiskovalno komisijo in večino nujnih sej obravnava stvari, ki niso stvar parlamentarnega dela, kajti sam sem prepričan, da smo mi tukaj zato, da sprejemamo zakonodajo in če je kaj z njo narobe, potem sem zato, da se to dodela in pomaga narediti podlage za izvršno oblast boljše, vendar mi tam zaslišujemo ljudi, poslušamo vsakršne pravljice, morje povabljenih, ki pravzaprav pri delu samem odbora nima kaj početi. Kar zadeva samo zgodbo okrog Patrie, je zanimivo, da se vabi na zaslišanje najprej ljudi, ki z to pogodbo niso imeli nič, ne pa recimo takratnega ministra, ki je slovensko javnost obveščal na sestankih odbora za obrambo, da je podpisal pogodbo, po kateri naj bi dobili 135 opremljenih vozil. Ko se je vsebina pogodbe razkrila, se je izkazalo, da je vsaj 25 školjk, brez opreme, brez koles, brez motorjev in tako naprej, da oborožitev ni taka, da ni sistema za zveze in tako dalje, skratka, nekaj drugega, kot smo poslušali, ampak tega v predlogih za zaslišanje ni. Pač pa naj bi ugotavljali, da je šlo za režijo te zgodbe o možni korupciji v zvezi z Patrio na eni strani, na drugi strani pa zato nismo prijeli prav nobenega dokaza in seveda na ta način se jaz kot član te komisije, sej komisije, dokler ne bojo izpolnjeni osnovni pogoji za pravilno in poslovniško utemeljeno delo komisije, ne bom udeleževal. Lepa hvala. Kakšno vprašanje mogoče? To naj bi bile priče danes na komisiji in če mislite, da bojo še prišli? Danes je bil, kolikor vem, povabljen gospod Cvikl, Milan Cvikl. Ne vem pa, ali je prišel ali ne. A dva? Ja, to ja. To je to? Hvala lepa. Hvala. Svidenje. A niso se oni še sestali, se ni že čemača,